Živijo in pozdravljeni v najbolj strašni epizodi Sladke akademije v letošnjem letu. Noč čarovnic je en izmed mojih ljubših časov v letu, ko si lahko damo res malo duška in smo kreativni, ustvarjalni. Danes bomo spekli pavlovo. Tole ni kar navadna pavlova, ampak strašna pavlova s čudovito čokoladno kremo. Za pavlovo potrebujemo beljake in ponavadi nam potem ostanejo rumenjaki. Danes pa bomo porabili tudi skoraj vse rumenjake, ki nam bojo ostali od beljakov. Torej, tle imamo približno 5 beljakov in nekje 3 rumenjake bomo porabili za tole čudovito čokoladno kremo. Torej, najprej bomo skuhali puding, naredili noter čokolado, še malce kave in malce arome ruma in tole se bo povezalo vse skupaj v čudovito sladico. Zdaj dajmo pa poskusiti, pa speči. Zunaj je hrustljava, noter mora biti pa takale fajn žvečljiva. No je. Ful je dobra. Ta čokolada se tako dobro poveže, pa takole malo, ne? Perfekt sladica, dajmo tole speči. Jajca sobne temperature ločimo na rumenjake ter beljake. Pavlovo delamo, jajca so segreta na sobno temperaturo, tako se bojo beljaki lepše stepli. Priporočam vam, da jih stehtate, približno 190 gramov jih bomo potrebovali. Jaz sem uporabil jajca velikosti M, 5 jajc je to približno, če ne boste tehtali. Kaj je še tukaj zapovedati je, da bomo rumenjake kasneje uporabili za pripravo kreme, ki bo čokoladna krema, ki gre na pavlovo. Beljake zlijemo v skledo mešalnika in pričnemo stepati. Ko se beljaki takole pričnejo peniti, je čas, da začnemo dodajati sladkor. Žlico po žlico ga postopoma dodajamo, da bomo dobili čim lepšo in čim bolj stabilno strukturo meringe. Zdaj, ko imamo sladkor celoti vmešan, dvignemo hitrost mešanja, mešamo oziroma stepamo približno 5 minut. Do čvrstih vrhov moramo spraviti tole našo cute meringo. Potem bomo pa na koncu samo na hitro vmešali še koruzni škrob, kis in pa malce vanilije. No, a ste videli, kako se je fino stepla? Tista špička mora stati bolj kot ne po vrh in to pomeni, da so čvrsti vrhovi. Pa kar je še pomembno preveriti je, ko greste takole s prsti po meringi, ne smete več čutiti kristalčkov sladkorja. Zdaj pa gremo naprej. Tole je škrob, ki ga presejemo noter. Škrob bo poskrbel za to, da bo tekstura meringe potem na koncu v pavlovi, sredica pavlove bo precej sočna in žvečljiva. Zdaj se je ravno kar en traktor mimo odpeljal. Evo ga. Poleg škroba bomo dodali še kis, kis bo poskrbel za strukturo in pa še vaniljo za aromo in potem tole gre potem samo še v pečico. Dodamo še kis, vaniljo in vse skupaj zavrtimo v mešalniku le toliko, da se enakomerno porazporedi. Pekač obložimo s papirjem za peko, z malce meringe, pa lahko papir za peko takole fiksiramo na pekač. Tole, kar sem dal na stran v dresirno vrečko, bomo na koncu nabrizgali v obliko duhcev, ki bojo na naši strašni pavlovi. Imam pa tudi na peki papirju, ki sem ga fiksiral z malce meringe, narisan tudi krog, ne bo se videl, ampak 22 cm krog sem si narisal, tako da bom se lahko držal približno dimenzije naše torte. Zdaj pa tole damo preprosto gor in jo oblikujemo. Zdaj pa meringo razporedimo po pekaču. Jaz sem si narisal 22 cm širok krog s 22 cm premera in znotraj tega razporedim vso meringo, razen tisto, ki sem jo dal na stran za oblikovanje duhcev. Na ostali del pekača pa nabrizgamo še te simpatične duhce.
Pri teh duhcih si dajte duška, da bojo čim bolj zabavni in odštekani. Zdaj imam pa jaz pečico segreto na 140 stopinj Celzija. Ko damo pavlovo noter, bom takoj znižal na 110 in potem jo pečemo oziroma skoraj že sušimo 2 uri in to brez ventilacije. Pečico segreto na 140, noter damo pavlovo in znižamo na 110 stopinj, nato jo pa tako počasi pečemo 2 uri, nato ugasnemo in jo pustimo, da se v pečici hladi še 2 uri. Vmes pa proti koncu pripravimo kremo. Rumenjake zmešamo s škrobom, sladkorjem ter soljo, mleko segrejemo v ponvi in potem z vročim mlekom temperiramo rumenjake. To vlijemo nazaj v lonec, dodamo še žličko instant kave, dobro premešamo, da se kava raztopi, nato pa na srednjem ognju kuhamo kremo, toliko časa, da se zgosti, vmes pa ves čas mešamo z metlico. Ko je krema še vroča, dodamo nasekljano temno čokolado, jaz sem uporabil takšno s 70% kakavovega deleža. Čisto na koncu dodamo še maslo in pa aromo ruma ali, če želite, kar rum. Takole, naša krema je sedaj skuhana, medtem ko se pavlova še počasi peče v pečici. Prestavimo jo v čisto skledo in jo bomo potem popolnoma ohladili. In na koncu primešali še malo stepene smetane. Kremo pokrijemo s folijo za živila, da se nam ne naredi skorica in jo prestavimo v hladilnik. Ko je ohlajena, ji dodamo 2 žlici mehko stepene smetane ter premešamo. Vmes pa še duhcem takole oblikujemo oči. Lahko jih narišemo samo s čokolado ali pa dodamo kakšne okraske. Zdaj pa na pavlovo razporedimo kremo na sredino, dodamo vso kremo in jo enakomerno razmažemo. Čisto pri koncu smo že okrasiti in moramo tole našo strašno pavlovo. Torej imamo zdaj čokoladno kremo, zdaj pa še malce kakava po robovih, tako da bo izgledala bolj zemeljska. Potem pa gor posadimo še tele duhce, lahko date tudi kakšne druge okraske za noč čarovnic in si jo kar privoščimo. Pavlovo je treba pojesti kar frišno, tole ne bo ostalo v hladilniku do jutra. Robove posujemo še s temnim kakavom ali, če želite, mogoče še z mačo v prahu. Gor postavimo duhce in naša strašna pavlova je pripravljena. Pojesti jo moramo še isti dan, ko jo spečemo. Želim vam veliko zabave pri ustvarjanju in dober tek.